Evo, dober dan, dragi moji. V tokrašnjem predavanju gremo v živo v skupino, tako da lahko me karkoli vprašate, lahko komentirate, karkoli. Danes imamo eno zelo fajno temo in to je: vredni ste veliko več, kot mislite. Jaz sem si vzela pretekli dni čas in sem si določene stvari izpisala, tako da verjamem, da boste razumeli, da bi vam res rada predala eno zelo močno sporočilo, koliko ste vredni, zakaj ste toliko vredni, kakšno življenje vam gepira, kakšno življenje vam pripada, tako da dajmo to skupaj danes poiskati. 13.12. je ob 5. zvečer, ob 17. brezplačno predavanje na temo moje depresije, šizofrenije, bipolarne motnje, kako sem to predelala, kako sem to pretransformirala. Od spodaj vas bojo čakali linki, povezave, zdaj imate povezavo tudi v chatu, da se prijavite na to predavanje, da bomo skupaj v živo, in vam res priporočam to za tiste, ko ne morete priti na predavanja, ki jih imam v živo po Sloveniji, da se prijavite na to predavanje. To sem naredila za vas. Izkoristite to, noben vas ne bo videl, lepo boste doma gledali, eno urico bomo skupaj se družili, luštno bo, lepo bo, pošljite komu še to povezavo, delite jo, da čim več ljudi, evo, zve za to zgodbo, za to pretransformacijo, za to, kar se da v življenju, in da skupaj poiščemo moč. Zdaj pa gremo na našo temo. Ok, prvo, da povem, tale polovrček, ne, tule imam mojega Helinkota, tole sem dobila za Miklavža, Nežin Miklavž mi je tole prinesel, evo, in zato imam danes to oblečeno, tako da verjamem, da ste ga lepo preživeli, midve smo ga šle v Žalec na trg čakat, in parklje, in drsanje, in veselje, tako da smo se imeli zelo lepo, verjamem, da tudi vi. Zdaj pa začnimo z našim predavanjem. Ene oporne točke sem si napisala, zato da vam res predam bistvo tega, koliko ste vredni, zakaj ste toliko vredni in tako naprej. Se pravi, prva točka, učite svoje otroke, učite svoje vnuke, koliko so vredni. Verjamem, da ne znate ali pa ne zmorete jih učiti, če sami ne veste, koliko ste vredni. Se pravi, ne moremo, ne znamo tega znanja predajati naprej. Zakaj je to zelo pomembno? Ker če nas ne učijo, če nekje ne dobimo vzorca, koliko smo vredni, pademo v toksične odnose, pademo v partnerske odnose, ki so daleč od ljubezni, ki bolijo. Še enkrat ponavljam, če boli, to ni ljubezen. Bolezen. Ljubezen ne boli. Ne boli. Ljubezen je lepa, gladka reka, mirno morje, sočutje, razumevanje, podpora, in tako dalje in tako dalje. Se pravi, če nas niso naučili, kaj to pomeni, koliko smo vredni, imamo službe, v katerih smo slabo plačani, imamo odnose, ki so toksični, sprejemamo povsem drugačne odločitve v življenju, kot bi jih sprejemali, če bi vedeli, koliko smo vredni. In to je zelo, zelo pomembno in se mi res zdi pomembna tema, da jo obdelamo, da pretransformiramo ta del svojega življenja. Se pravi, nikoli ne bomo vedeli, koliko si v resnici zaslužimo. Nikoli ne bomo vedeli tega. In zato je to pomembno, da začnemo na tem delu sebe delati. Kaj pomeni ljubezen do sebe? Kaj pomeni samospoštovanje? Kaj pomeni, da se odločamo za nek denar, za neko plačo, za neko storitev, ki smo plačani za njo, koliko smo mi vredni. Ok, zdaj ne bom obdelala v tem videu, kaj to pomeni, če prihaja neki iz našega ega, recimo, ja, jaz pa ne bom delal, ne vem, za 7 evrov na uro, ne. Zdaj, če nimaš
nič, če nimaš prihodka, boš delal tudi za 7-5 evrov na uro. To zgodbo vedno povem. Se pravi, bila sem doma, en vrtnar me je poklical in je rekel, če grem za njega obrezovati sadno drevje, rezati žive meje in tako naprej. Se pravi, ta vrtnarska dela. Ponudil mi je takrat 5 ali 6 evrov na uro, ne glede na to, da je moja ura takrat bila, ne vem, 25 evrov recimo, ali pa 20 evrov mojih storitev, ne. Ampak ker nisem imela tisti čas svojih strank, sem sprejela, zato ker nikoli ne veš, kje te kdo čaka za ovinkom, za vogalom, ko ti bo pa ponudil tisto, kar ti želiš. Nikoli ne veš, kaj ti bo tisti dan prinesel, da boš nekoga srečal, da boš nekoga spoznal. Gre se pa za to, da konec koncev, ko sem prišla popoldne domov, sem imela, ne vem, 40-50 evrov v žepu in sem šla v trgovino. Če bi pa vztrajala v tem svojem egu, jaz si zaslužim več, ne bom za to delala, pa zvečer ne bi imela nič. Pa ne bi mogla nič na mizo dati. Ampak danes sem se pa naučila do danes, koliko sem vredna. Se pravi, in z lahkoto rečem ne določenim ponudbam in jim tudi rečem. Zakaj? Zato, ker me ni več strah, kako bo pa neki do mene prišli, če zdaj to zavrnem. Ne ubadam se več z vprašanji, s kakršnimi sem se takrat ubadala. Ampak vem, znam, naučila sem se kreirati. In ravno kreirati, ustvarjati, se učimo v programu Pot do sreče in notranjega miru. To, veste, je moj program, ki je napisan izključno iz mojih izkušenj. Kaj je meni pomagalo, da sem danes tle, kjer sem. Da danes imam denar, da imam danes lepe odnose, da delam samo to, kar me veseli, v čemer uživam, da ekspandiram, da predavam po celi Sloveniji, da predavam po hrvaški, da pišem knjigo po hrvaški, ne? Okej. Da pišem knjigo, da se družim z ljudmi, ki so moja inspiracija, ki me navdihujejo. Zaradi te svoje vrednosti danes to vem in to tudi živim. In to bomo danes en mali segment obdelali. Se pravi, prva točka, kako mnenja drugih še vedno vplivajo na vas? Ali poslušate in upoštevate še vedno ljudi, ki, bom rekla, ne živijo ljubezni, nimajo dovolj denarja, so v toksičnih odnosih, hodijo v službo, ki jo ne marajo, delajo stvari, ki jih ne marajo delati, so nesrečni, so žalostni, so na raznih substancah. Še vedno te ljudi upoštevate in še vedno od teh ljudi sprejemate nasvete. Se pravi, tu najraje nam devajo nasvete naši starši, recimo. Ali pa mi svojim otrokom, vnukom, kakorkoli. Ampak zdaj, jaz danes ne sprejmem več nasvetov od svojega očeta glede življenja. V kakršnemkoli segmentu. On je zelo dober v preživetju v naravi, v stiku z naravo, v stiku z živalmi, o tej hvaležnosti do življenja v naravi, z naravo. Tu ga bom vedno poslušala, kako se ribe lovi, kako se ogenj zakuri, kako se odzunaj prespi, to ga bom vedno poslušala. In zato smo neizmerno hvaležna. Definitivno ga pa ne bom poslušala, ali pa sprejela nikoli več od njega nasveta, kaj to pomeni srečno, uspešno, zadovoljno življenje. Ta nasvet pa lahko sprejmem od nekoga, ki to živi. In je mirodajen zato, da tudi ta nasvet upoštevam. In zato vas tukaj res pozivam, sprejmite od danes dalje, od trenutka zdaj, nasvete od ljudi, ki se vam zdijo, da so v tem segmentu, ko vam predajajo ta nasvet, dobri, uspešni, zadovoljni.
In ne sprejemajte več nasvetov od ljudi, ki imajo recimo partnerske odnose na zunaj super, poln ljubezni, ko greš malo v globino, vidiš, da vse skupaj ni nič. In taki ljudje vam devajo nasvete glede partnerskih odnosov. Ko imajo bolečine v odnosih. Še enkrat ponavljam, ljubezen ne boli. Ljubezen je lepa. Ljubezen je nežna. Ok, je radost, je podpora, je varnost, je užitek. In sprejemajte od danes naprej nasvete od ljudi, ki vas inspirirajo, ki vas navdihujejo v tem segmentu življenja. Ok, ki so res dobri v tem. Od takih ljudi lahko sprejmete nasvete, od drugih jih pozabite. Kdaj ste pozabili na to, kdo ste? Ko smo se rodili, ko smo bili majhni otročki, smo točno vedeli, kdo smo. Oboroženi smo prišli na zemljo z znanjem, z talenti, z vsem, s popolnoma vsem. Ampak kdaj smo postali nezaupljivi? Kdaj smo tudi postali recimo nesramni? Kdaj smo postali škodoželjni? Kdaj smo postali ljubosumni? Kdaj smo postali vse to, kar mi nismo? Kdaj smo to postali? Ko smo opazovali, ko smo gledali in ko smo poslušali druge ljudi, ki so nas prepričali, da smo mi nekaj drugega, kakor smo. Se pravi, mene so, če dam primer, pijmo malo vode. Evo, to je zelo pomembno, a ne? Smo že v večjih videih obdelali, zakaj je to pomembno piti, predno smo sploh žejni. Zakaj so nas ti ljudje prepričevali v nekaj, kar mi nismo? Ker tudi oni niso to, kar so. Ok. In tudi oni so bili tisti dan, ko so nas prepričevali najboljša verzija sebe. Ampak na srce vam polagam. Mi zdaj res tu v programu, v teh videih iščemo najboljšo verzijo sebe. Mi vemo, da smo že vsak dan najboljša verzija sebe. Ampak vedno smo lahko še srečnejši. V neskončnost gre, v večnost gre sreča. In ko bomo dosegli to, da bomo še bolj srečni, pa še bolj zadovoljni, pa še bolj uspešni, pa imeli še več denarja, pa imeli še lepše odnose, smo lahko še vedno še bolj, pa še bolj, pa še bolj. In ena lepa misel, ali pa ena lepa knjiga, ki vam jo priporočam v branje, je od Neale Donald Walsha. Nekako takole gre. Srečnejši smo lahko tudi od Boga. In to Bog, življenje od nas želi, da smo res srečni. A smo lahko ves čas, a sem jaz ves čas srečna? Nisem. Ok, nisem. A smo lahko ves čas srečni? Lahko smo. To smo pa lahko. To vam pa zagotavljam, da smo lahko. In smo lahko ves čas v ekspanziji, ves čas v rasti, ves čas v užitki. In vedno smo lahko jutri še bolj srečni kot danes. In čez eno leto veliko, veliko bolj srečni, uspešni, zadovoljni, radostni, kot smo danes. Je pa treba to graditi, je to rast. Prva, najbolj pomembna stvar pa je, da vi to verjamete, da se to da, da je to možno, da je to mogoče. Se pravi, včeraj sem napisala, zdaj ne vem, kdaj boste to videli, se pravi 7. decembra, sem na Facebook napisala zapis o tem, koliko sem bila pretepena, ko sem bila noseča. Da smo bile praktično obe znežko pretepeni, da je to moj sin 12-letni takrat gledal v solzah, da sem doživela živčni zlom, da sem bila noseča odpeljana v psihiatrično bolnico, da ko sem prišla ven, nisem imela kam iti, sem bila na cesti, noseča z otrokom, z kužkom in tak naprej in tak naprej. Vam res predlagam, da si preberete ta zapis. Zakaj sem ga pa dala? Zato, ko danes razumem te ženske,
Tudi nekateri moški obstajajo, ki so zlorabljeni, bom rekla temu, v narekovajih, zmanipulirani, ustrahovani. Razumem jih, da si toliko na dnu takrat, da te ni, da ne veš več, kdo si. In zato to ponavljaš. Leta in leta traja, da gremo iz toksičnega odnosa ven. Zato, ker smo toliko ustrahovani, ker so nam toliko odvzete naše primarna osebnost, naša oblika, naša pojavnost, da ne vemo, kdo smo, mi smo čisto na dnu. Ne vemo, koliko smo vredni. Pozabimo, ne vemo, drug nas prepriča, da smo tečni, drug nas prepriča v to, da smo vredni bati, drug nas prepriča v to, da smo vredni slabega, toksičnega odnosa in mi to verjamemo. In to pomeni, da smo izgubili sebe. In kako se lahko najlažje spomnimo, kdo smo? Kaj vi mislite? Napišite mi tudi spodaj v komentarje. Pa napišite mi od 1 do 10, če se vam zdi predavanje razumljivo, če vam podajam informacije, ko vam bojo koristile. Napišite mi tudi od 1 do 10, kako se vam zdi. Se pravi, zakaj pozabimo, kdo smo? Zato, ker se začnemo primerjati. Okej, primerjanje je ena stvar, ki nas pelje v pogubo. In zdaj vam jaz lahko rečem, nehajte se primerjati. Ali pa, če se že primerjate, se primerjate z ljudmi, ki imajo manj kot vi. Okay. S takimi se lahko primerjate. Če se že primerjate, nikoli pa z ljudmi, ki se vam zdi, da imajo več kot vi, da so bolj uspešni kot vi, da imajo več denarja, da imajo boljša oblačila, da imajo boljše avtomobile. Nehajte se primerjati. Okej. Če pa se že pomislite na ljudi, ki so narekovaj boljši od vas, naj bojo pa vaša inspiracija, naj bojo vaš navdih. Ne pa, da se greste primerjati, pa se pa slabo počutite. Tu vas ni, tu zgubljate svojo vrednost. Vi rabite vsebno začutiti, koliko ste vredni, koliko si zaslužite. Okej, vsebno, to se v vas skriva in nikoli ne bo prišel od odzunaj. Jaz ne bom zdaj zaradi tega, ker sem, ne vem, predavala pred 250 ljudmi, se počutila bolj vredno. Jaz vem, koliko sem vredna. In zato, ker vem, koliko sem vredna, me povabijo, da pridem predavati pred 250-300 ljudi. Okej. Zato, ker vem, koliko sem vredna. Danes to vem, včasih me pa ni bilo, sem bila na dnu. V redu. Tako da, ljudje, s katerimi se primerjate, še enkrat ponavljam, ni nujno, da so to, kar vi mislite, da so. Vi vidite samo neko zunanjost, neko farso. Ne veste pa, kako se on v resnici vse počuti. Ne veste, kaj se dogaja za zaprtimi vrati v hiši, ali sta ta partnerja res tako srečna en z drugim, kakor kažeta od zunaj. Ne veste, kaj se z ljudmi dogaja. Mi lahko sedimo na čajčku, se lahko pogovarjamo. Nekdo kaže, da je zelo srečen, da je uspešen, da je ne vem kaj. V njemu noter pa rane, obup, nemoč, osamljenost, žalost. Delam z ljudmi, zato poznam te zgodbe. In mogoče so ljudje ti, ki se vi primerjate z njimi, tako se neka, na odzunaj jočejo, pa so, izgledajo srečni. V notranjosti je pa anksioznost, so strahovi, je obup, je nemoč. Tako da,
še enkrat, če se primerjate od danes naprej, od tega trenutka zdaj, s komerkoli, se primerjajte samo zato, da bo vaša inspiracija, vaš navdih. Vi mogoče vidite, ta ima pa denar, pa ima hišo, pa ima, ne vem, novega BMW-ja, pa novega Audija, pa ima Porscheja, pa ima, ne vem, kaj ima, te materialne stvari. Ampak odzadaj so pa krediti, leasingi, pa ne more plačati niti, ne vem, elektrike ali pa otroku kupiti novih šolskih copatov. Okej, to se dogaja. Tako da ne živeti v tej laži, ne živeti v tem primerjanju več. Vi ste unikat, vi ste dovolj, vi ste čudež tu na zemlji, vi ste darilo na zemlji. Okej, in taki, kakršni ste, ste fajni. Ste popolni v tej svoji nepopolnosti. In misli o vas samih, če niso prijetne, niso resnične, kot tečna sem, glupa sem, debela sem, grda sem, nikakva sem, nič mi ne uspe, nikoli ne bo nič iz mene. To ni resnica, to je laž, ki ste jo na tej poti življenja od nekoga, ki tako misli o sebi, pobrali za svojo resnico. To niste vi. Okej. In to je laž. Začnite, naučite se živeti svojo resnico, naučite se živeti sebe, svojo pot. In na tej poti boste spoznali, koliko ste vredni, da ste vredni veliko več denarja, ko ga imate trenutno na mesec, da ste vredni veliko boljšega zdravja, ko ga imate trenutno, da ste vredni še boljših odnosov, ko jih trenutno živite. In tako naprej, in tako naprej. Se pravi, da umirite vaše misli, da pridete do misli, ki so prijetne, ki so vaše, ki so inspirativne. Tu dobro veste, imate tudi predavanje na to temo. Meditacija pomaga umiriti misli, pomaga umiriti da se lahko srečamo z svojo dušo. Okej, danes ne bomo o tem. In prepoznajte te toksične misli, ker te misli so program od prej, program od nekoga drugega in niso vaše. Okej, vi niste vaše misli. Vi niste vaše misli in nikoli ne boste. In pričnite upravljati z njimi, ker drugače bojo še vedno one z vami. Naučite se upravljati z vašimi mislimi. To imamo tudi v programu Pot do sreče in notranjega miru v modulu 2. Se pravi, kaj so misli? Poslušajte ta posnetek, tisti, ki ste v programu. Večkrat in večkrat in večkrat. Vi niste vaše misli, pričnite upravljati z njimi, da boste mislili prijetne misli, da boste mislili misli, ki so vam v doprinos. Jaz sem zadnjič bila bolna, ali kako ne rečem, se pravi, ležala sem, telo me je bolelo, kosti so me bolele. Pa so šle misli, pa me en kliče. Ja, se slabo počutim, pa me drug kliče. Ja, se slabo. Opa, ustavimo, Nataša, to, kar govoriš, to, kar razmišljaš, to ustvarjaš. In sem začela. Iz minute v minuto se boljš počutim. Iz minute v minuto sem bolj zdrava. Začela sem se zahvaljevati, hvala vesolje, da si me ustavilo. Vsak taka bolezen, ki nas ustavi, ki nam da priložnost, da se uležemo, da se spočijemo, je dobrodošla in je prišla z nekim namenom in nehajte se boriti proti temu. Sprejmite to situacijo in ko sem jo sprejela, sem drug dan bila ko rožica, ne? Zdaj sem pa tako že na 150 voltov, ali kako se to reče. Okej, zadnjič sem lep zapis na Facebook delila glede napak in vam jih res ga priporočam, da ga preberete. Ne definira vas preteklost, ampak kdo ste danes,
ta trenutek postali zaradi vaše preteklosti. Okay. Mene ne definira moja preteklost, v kateri sem pila alkohol, se zadevala z marihuano, sem bila nesrečna, sem bila žalostna, sem bila v depresiji, anksioznosti, paničnih napadov, šizofreniji, v toksičnih odnosih, v odnosih, kjer je bilo nasilje in tak naprej. Mene ne definira to. In pa mi rečejo, kako lahko tako odprto o tem govoriš? Ja, lahko govorim. Jaz nisem več to, jaz sem to, kar sem danes. In danes sem to, kar sem, zaradi tega, kar sem bila v preteklosti. A razumete? In jaz sem ponosna na svojo preteklost. In na vso pot, ki sem jo prehodila. Ker ravno ta preteklost mi je pomagala postati to, kar sem danes. Ok. In ni napak. Vsaka napaka vas pelje do rešitve. Vsaka napaka vas pelje bližje k vam. In v trenutku, ko prepoznate, da bi lahko nekaj naredili drugače, kot ste naredili, napaka več ne obstaja, vi ste spoznali. In od danes naprej boste drugačni, od trenutka tega boste drugačni. In ko se začnete kriviti za nekaj, pijmo vodo. Ko padem noter, ste gotovi, ne? Kako se vam zdi, vam je v redu? Malo komentirajte od 1 do 10. 1 najslabš, 10 najboljš, bom zelo vesela komentarjev, da vem, da ste z menoj še vedno. Premalo vode natočila. Glih prav bo, ampak imam še veliko za povedati. Se pravi, v trenutku, ko se začnemo kriviti za neko stvar, karkoli, smo že boljša oseba in to želim, da razumete. Ker nekateri ljudje živijo, bom rekla, prizadanejo nekoga, sploh starši, recimo otroke, pa se tega niti ne zavedajo nikoli. Ko pa se začnemo kriviti, tule sem takle rekel, pa sem tega prizadel, pa tule bi lahko bil drugačen. To pa pomeni, da smo že na stopni višje. Smo se že začeli kriviti in nismo več enaka oseba, kot smo bili. Smo že šli po lestvici gor. Upam, da to razumete. Razumete, napište mi to. Se pravi, čim pride do občutka krivde, smo že drugačni. Ker razmišljamo o tem, tole bi pa lahko drugače naredil. In če bi bili ista oseba, kot smo bili takrat, ko smo nekaj takega naredili, na kar nismo ponosni, se ne bi niti krivili. In zato, ker se krivimo, smo že druga, boljša, drugačna oseba. Od tu dalje se zavedamo, da bomo delali drugače. Zakaj še mislimo, da si nekaj ne zaslužimo? Da težimo k popolnosti. Jaz vedno rečem, vse je popolno, ampak ko je vse popolno, je v tej popolnosti tudi nepopolnost. In zato je vse tako lepo popolno. Univerzum ekspandira, konstantno ste v rasti in v razvoju, konstantno. In danes ste najboljša verzija sebe in pred 1 letom ste bili najboljša verzija sebe. In popolnost zame pomeni ljubiti se v svoji nepopolnosti. In potem pridemo do tega, da smo ves čas popolni. Čeprav bi to kdo rekel, da ni mogoče, zato ker popolnost ne obstaja, ampak jaz gledam na vse, da je popolno, dovršeno, točno tako, kot rabi biti, vedno meni v prid. In trenutek zdaj imate, samo trenutek zdaj. Krivite se za preteklost, strah vas je za prihodnost. Tega ni več. Naučite se biti v trenutku zdaj. In to se zelo dobro učimo tudi v programu Pot do sreče in notranjega miru. To je moj avtorski program in tudi spodaj boste dobili povezavo
do prijave na brezplačni posvet z menoj, če želite, da bi vstopili v ta program. Ok. In ljudje, dragi moji, dovolite sebi ranljivost. Ok. Jaz upam, da imate ljudi poleg sebe, kjer je to dovoljeno, kjer ste lahko ranljivi. Ker ne vem, kdaj vas je kdo prepričal, da je biti močen in ne jokati in biti hladen, da je to moč. To ni moč. To je nemoč. Ok. In od danes naprej, ko boste srečevali ljudi, ker so vam taka inspiracija, ker so hladni, močni, strogi, nikoli ne jokajo, ti ljudje so najbolj nemočni, ne pa močni. Najbolj močen človek pokaže solze, pokaže ranljivost, pokaže žalost. Ampak spomnimo se, obstaja tudi to, da smo lahko ves čas srečni. Celo srečnejši od Boga. To vam priporočam knjigo Nikdo nad vaša, da preberete, da boste lažje razumeli. In to je lažna moč. Lažna moč je to. Biti ranljiv pomeni biti človek. Ok. In jaz šele, ko sem začela kazati to ranljivost. Res je, da sem imela partnerja, ko sem pokazala ranljivost, pa je rekel, a lahko nehaš biti tečna, a si lahko tih, spet te poslušamo neki preteklosti, spet neki, kaj ti je hudo. To ne more biti moj partner, ok? Ali pa moj prijatelj. To ne pomeni, da mi konstantno zdaj jočemo, pa smo nesrečni, pa ne vem kaj. Ampak ranljivost pokazati, to me boli. Tu sem žalostna. Tu notri, dragi moji, se skriva največja moč. In takrat, dobro me poslušajte, ko boste ranljivi, takrat boste videli, kakšne ljudi imate okoli sebe. Ok. Jaz vem, da Nataša je direktna, pa jaz vem, da vas zdaj tudi tole zaboli, pa boste zdajle pomislili, šit, ne, tole pa res ni partner, ne. Ali pa to pa res ni moj mož, ne. Jaz pa res ne morem pred njim jokati, pa ne morem biti žalostna, pa ne morem povedati to, kar čutim, ne. Ne morem biti, ne smem biti ranljiva v njemu, ne, in se boste malo zamislili. Ampak vse to delam v dobrobit vas. In verjemite, da sem vam najboljša prijateljica, točno takrat, ko vam povem, da biti ranljiv pomeni biti človek. In kakšne ljudi pa imate poleg sebe, boste pa spoznali, ko boste ranljivi. Ok. In naj vas ne bo strah, ali pa vam nerodno pokazati vaših občutkov, vaših emocij. Zakaj? Pravi ljudje, tisti ljudje, ko jih rabite v vašem življenju, bojo ostali poleg vas, bojo obstali od vas. Tisti, ko jih pa ne rabite, bojo pa šli. Nehajte igrati to lažno moč in pokažite vašo ranljivost. In videli boste, s kom živite. Ok? In če nekdo odide zato, ker ste vi žalostni, to ni partner za vas, to ni prijatelj za vas. Če nekdo odide zato, ko vas boli, ko pogrešate, ne vem, svojo babico, to ni vaš prijatelj, to ni partner, ko bi bil za vas. Ne odidejo. Vredni ste vsega najboljšega. Ok. Če je nekomu res mar za vas, bo ostal
o vas tudi takrat, ko bo vam hudo, ko boste žalostni, ko boste nemočni, ko boste ranljivi. Ko se bo ta rana odprla in ko bo bolelo, če je nekomu mar za vas, bo ostal zraven vas tudi takrat. To so vaši prijatelji in to so vaši partnerji. In če odidejo, pa ne odidejo, se boste iluzijo zgubili, se sami se plažete, da živite neka perfektna partnerstva in prijateljstva in ne vem kaj. Pa sami jokate, pa ste v gotu, pa ste žalostni. A imate partnerja? A je partner zato, da se nasloniš na ramo, pa se mu zjokaš? A je partner samo zato, da mu kuhate, likate, perete, skrbite za njega, ste močna, ste ne vem kaki? Ne. Partner in prijatelj je zato, da se nasloniš na ramo, takrat, ko ne zmoreš sam. Okej. Da dobiš podporo, da dobiš varnost, da dobiš razumevanje, da dobiš sočutje in da dobiš objem. V redu? Zato so partnerji in temu se reče partnerstvo in temu se reče prijateljstvo. Vse ostalo je pa iluzija in v laži živite. In zaupate v neki, kar ni resnično. V redu? Gremo naprej. Ne verjemite tistim, ki ne znajo imeti radi sami sebe. Zdaj, danes bomo res to obdelali, ker imam dovolj tega, da sami se plažemo. A ste imeli kdaj partnerja, ko vam je rekel, ali pa prijateljico, ko je rekla, ti si toliko dobra, jaz si tebe ne zaslužim. Pa vam nekaj jaz zdaj to povem. Resnico so vam povedali. Okej. To je najiskrenejši stavek, kar ste ga lahko kadarkoli dobili. Samo zdaj, kako ste ga vi slišali? Verjetno ste rekli, ja, zasno, kako me ima pa tet rad. Ne. Kaj je ta človek videl v vas? Ta ženska, ta moški si zasluži nekoga boljšega. In povedal vam je resnico. Nekaj najiskrenejšega, kar ste v življenju slišali, ste slišali, ko so vam rekli, jaz si tebe ne zaslužim. Povedali so vam resnico. Zasluži si vas nekdo drug. Okej. Ker če nekdo, ki je ob vas, ne ve, ali pa s čim sem si jaz tebe zaslužil, ne, tudi tak stavek, ne? Se pravi, ti ljudje se nimajo radi. Ljudje, ko rečejo, s čim sem si jaz tebe zaslužil, ali pa zaslužiš si nekoga boljšega, se nima rad. In on resnično v vas vidi, da si vi zaslužite nekaj boljšega in da ste vredni nečesa več. In če ste z ljudmi, ki živite celo z njimi, ali pa se družite z njimi, pa ste prijatelji z njimi, ki ne vejo, koliko so vredni, kako bojo le vedeli, koliko ste vredni vi? Sami si na to odgovorite. Če ste z nekom skupaj, ko ne ve, koliko je vreden, kako bojo le lahko vedeli, koliko ste vredni vi? Nikoli ne bojo vedeli. In naj vam zazvonijo vsi alarmi in da je nasprot vas oseba, ki vidi, da si resnično zaslužite nekaj boljšega in da ste resnično vredni nečesa lepšega. Okej. Še enkrat, to pomeni, jaz nisem dober dovolj za tebe, vidim tvojo vrednost, ampak jaz ti tega, česar si ti vreden, ne morem, ne zmorem dati. Okej? Zaslužiš si boljšega. Objemite jih in se jim zahvalite, ker so vam veliko, veliko uslugo naredili. Da so vam to povedali. Pa pejte. Kamor hočete. Nazaj z njimi ali pa naprej sami s seboj. Po resnico in po svobodo. Zaslužite si najboljše. Vendar je v vas
ena oseba, ki se ne zna imeti rada, oziroma zaslužite si najboljš. Vendar vas je ena oseba prepričala, da se nimate radi in da si ne zaslužite vsega najlepšega in najboljšega. Zdaj pa akcija. Knjige, predavanja, moj mentorski program Pot do sreče in notranjega miru, še bolj pisati, še bolj se sfokusirati na njega, da se boste naučili imeti radi sami sebe. In ko vam bo nekdo rekel, spremenila si se, spremenil si se, rečete super. Natočite si kozarček vašega najljubšega soka, čajčka, vode, nazdravite sami seboj, dejte sami se petko, je, uspelo nama je, spremenila sem se. To je bil ključen trenutek v mojem življenju. Ko mi je bivši partner rekel, ti si se pa ful spremenila, čist drugačna si. Sem rekla, aha, ti ne ugajam več, zato ker sem začela sama se pogajati. Okej, ker je Nataša dala sebe na prvo mesto. Ne več druge. Okej. In kako se znebite strahu pred tem, da stopite v dvigalo, kaj mislite? Napišite mi tudi spodaj. Tako, da greste v dvigalo. Ja? Enkrat je dovolj. Tako da, jaz vam želim, da bi nehali verjeti ljudem, ali pa, da malo pomislite, ne? Ko so vam govorili, da ste nesramni, da ste grdi, da ste tečni. Ampak da tale trenutek, verjemite meni, da ste lepi, da ste prijazni, da ste vredni vsega najlepšega. In da to si zapolnite in od tega trenutka dalje, verjamete me, ne več ni. Dovolj ste. In dovolite si kričati, dovolite si biti žalostni, dovolite si krožnik razbiti, dovolite si po mizi udariti, dovolite si pobožati, dovolite si gledati lepe obleke, oblačiti lepe obleke, dovolite si iti v luksuzne hotele, dovolite si iti frizerju, dovolite si naročiti vašo najljubšo hrano, dovolite si skuhati vašo najljubšo hrano, dovolite si živeti vas. Dovolj je bilo življenja, živeti življenja drugih ljudi. Živite sebe, kdo ste vi, kaj vi ljubite, kaj imate vi radi, s čim se vi radi ukvarjate, kaj vi radi jete. Pojte na vašo pot, prelepi ste, vredni ste, vredni ste, vredni ste vsega najlepšega in vsega najboljšega. Blagoslov ste. Okej. In vsak prst na roki ima svoj smisel. In verjemite, tudi vi imate svoj smisel tukaj na zemlji. Če pa želite, da vam kdo pomaga najti ta smisel v vašem življenju, vam ga pa lahko pomagam najti jaz s svojim programom Pot do sreče in notranjega mira. Rada vas imam, veselim se naslednje srede, petka, whatever, ne vem, kdaj bo naslednji video. To meni moja Sabina rihta vse. In ja, vidimo se 13.12. ob 5. na brezplačnem Zoomu, na brezplačnem predavanju. Jaz upam, da sem vam dala to širino, ta pogled, ki vam bo spremenil življenje. Pa.